Lep teden je pred nami, zato ker je v tem tednu tudi duhovna priprava naših prvokajencev, pa njihovih staršev, družin na prvo sveto kajilo. 4-dnevna priprava se začne jutri, na Brezovici vsak večer ob 19. Sreda še poseben dan, ko bo tudi spovedni dan, sveta spoved za otroke, pa tudi za njihove starše in starejše brate in sestre. V tem tednu je tudi prošnji teden, tako bo jutri tudi procesija in sveta maša na Rogu, od glavne ceste, po cesti do cerkve na Rogu. V torek je prošnji dan na Brezovici, sreda pa v Dragomerju tudi od križa do cerkve. Četrtek je praznik Gospodovega vnebohoda, to je 40. dan po veliki noči. Sobota je praznik prvega svetega obhajila ob 10. uri. Te bo tudi naša molitev v tem tednu za te otroke, za starše, pa tudi za starejše brate in sestre, ki so že povezani v zakramentu svete Evharistije. Prihodnji teden, to je 1. junij, pa je zahvalna sveta maša za prvokajence, njihove družine ob 10. uri. Danes je pa med nami tudi ena izmed skupine mladih, ki bodo letos odšli, temu rečem kar na misijonsko delo v Argentino. Kakšno delo in kje bodo opravljali, pa kar povabim, da sama spregovori. Tukaj je sama, zato ker dva ostala sta na Bogu, ne gre drugače. Na vsakem koncu je nekdo, je pa malo večja skupina, ne bo sama odšla. Dobar dan, lepo nedeljo. Jaz sem Petra, če me še ne poznate, prihajam iz Lukovce. Kot že rečeno, sta z mano danes še Marta in Žiga, ki sta trenutno na Rogu. Z nami gre pa še Luka, ki je danes v svoji župniji v Ajdovščini. In mi se letos poleti odpravljamo na približno enomesečni misijon v Argentino. Gremo v eno vas Acamachoa, Argentina, ki je v bistvu neka vas za tiste iz najbolj obrobja družbe, kamor lahko pridejo in potem s svojim delom nekako ustvarjajo, se uvivajo in lahko tudi kaj zaslužijo. Mi bomo šli tja pomagati pri gradbenih delih, pomagali bomo graditi bolnico, neke jarke kopati, če se prav spomnim. Gremo pa tja prek programa POTA, ki je misijonski program za mlade in deluje pod okriljem katoliške mladine. In zdaj smo prišli, zdaj smo v fazi, kjer zbiramo sredstva, zato smo tudi prišli k vam. Res bi radi poudarili, da vsak dar, ki nam ga boste namenili, gre izključno za namene misijona. Vse lastne stroške, kot so letalske karte, prevozi, kakršnakoli hrana, to si krijemo mi sami. Res najlepša hvala za kakršenkoli dar. Jaz vas lepo povabim, da se ustavite tukaj pri mizi pod zvonikom, da me kaj vprašate, da se vzamete za pojest. Res vam hvala za kakršenkoli dar. Se pa tudi priporočamo v molitev, mogoče tisto, kar se najbolj rabimo, da se nas spomnite, da prosite Boga, da nam pomaga. Najlepša hvala in lepo nedeljo. Hvala lepa. Sem vesel, da je lahko taka želja tudi med mladimi za pomoč čisto na drugem koncu. Prav misijonsko delo in takrat, ko se pride v nek kraj, takrat se šele vidi, kje vse je potrebna prisotnost, pomoč, delo. Zelo pomembno pa je navzočnost, da je nekdo tam, da nekdo v takem oddaljenem kraju začuti, zame je pa nekomu mar, kako tukaj živimo. Hvala tudi za te mlade, da so se odločili. To ni tisto, veste, ko sem v pridigi govoril, tiste potrebne reči, ki so predpisane. To so tiste stvari, ki niso potrebne, pa jih nekdo sprejme, ker začuti,
da to njega gradi in lahko tudi gradi nekoga drugega. Tako da se lahko ustavite zunaj, lahko za dlje čase, kot tega danes pridiga. Je kar vredno se tam ustaviti, sem tako nekako opazil, da se take stvari. Želim vam lepo nedeljo, odprite srca za Božji blagoslov. Gospod z vami. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Bodite v miru.